Evo, takole, zapozirali smo. Zdaj, ko smo dali to čez, pa lahko vse lepo pozdravim na temle dogodku v imenu založbe Primus in založbe Kiara. Dogodek se imenuje Do cilja in naprej, za več samozavesti, karizme in vpliva. In ta naslov je v bistvu mešanica naslovov dveh knjig, o katerih se bomo danes pogovarjali. Ena je Do cilja in naprej Brigitte Langerholz in je v bistvu osebna izpoved Brigitte Langerholz iz zbirke Osebno, tako da lahko Brigito res dobro spoznamo, pa se tudi veliko naučimo iz te knjige. Druga knjiga pa je Prepričljive zamisli, za več samozavesti, karizme in vpliva. Govori o Silva ultramind sistemih in je pa bolj priročnik, ampak zagotovo poln zanimivih vsebin, iz katerih lahko veliko potegnemo. Seveda pa, do drugega so tukaj gostje, kot pa tisti, ki lahko o teh dveh knjigah največ povejo. Seveda je tukaj zraven mene Brigitte Langerholz, dobrodošla. Nekdanja vrhunska športnica, coachinja, tudi dihalne in umirjevalne tehnike, seveda izvaja in uči, pa tudi sama je inštruktorica tele Silva ultramind sistemi metode. Potem je tukaj zraven še Jure Aleksič, ki je novinar, publicist z več kot 30-letnim stažem in je seveda napisal oziroma pomagal Brigitti, da je tale knjiga Do cilja in naprej prišla sploh lahko ven. In pa seveda še Klemen Mihelič, ki je, če velja zaupati temu, kar je Brigitte napisala v svoji knjigi, v bistvu avtoriteta v Sloveniji, kar se tiče tehle Silva ultramind sistemov. Tako da imamo res vrhunske strokovnjake tukaj za to mizo. Dobrodošli vsi skupaj. Mikrofone se bomo malce podajali, predlagam, da imava midve tega, pa da imata fanta tistega, ta drugega. Pa začnimo, če sem že omenila naslove, začnimo kar pri naslovih. Do cilja in naprej. Kako se je rodil ta naslov, ker vedno je zanimivo, ko se še napiše neka knjiga in potem je potrebno neko strniti to knjigo v naslov oziroma da se da nek naslov, ki je potem to prepričljivo predstavi to knjigo. Kako se je rodil ta naslov? Ja, dobro vprašanje. Midva z Juretom nisva našla naslova za to. Nisva ga tudi kaj posebej iskala, ker so bila toliko zaposlena s pisanjem. Tako da to je dejansko urednica rodila in sva bila, v bistvu zelo dobro povzame neko vodilno nit knjige, kar povej zdaj ti. Ker v bistvu eno celo življenje, ki ga Jure res zelo dobro zapisoval, je bilo vedno nek cilj v mojem življenju, ki sem si ga zadala. In potem, ko sem ga osvojila, malo počitka in potem cilj naprej. Ampak je bila pa ta razlika, saj 20 let življenja ali pa 25 sem cilje zbirala in nisem čutila nekega hvaležnosti ali pa o čemer tudi knjiga govori. Kasneje sem pa recimo bila zelo vesela za te cilje in danes grem zelo spontano, nimam več tako, ta cilj mora biti kot včasih. Bolj opazujem, kaj življenje prinaša mi. Jaz bi še to povedal, da v bistvu se mi zdi super naslov, zato ker je do cilja bi bil Brigittina športna kariera in naprej. Naj jo je zanimal pa predvsem naprej. In vem, da je v bistvu najpomembnejše vprašanje, ko sem mi dva menila, a bi napisala to knjigo ali ne skupaj, jaz sem jo vprašal, Brigitta, koliko pa ti misliš, da bi bilo športa noter zadati? Pa ona rekla, največ 30%. In sem jaz rekel, no super. Ker več. In zato se mi zdi ta knjiga, mogoče bi se mogla mi dva malo pravičiti kakšnim športnim navdušencem, ki ne bo vse o športu, ki jih to zanima, ampak mislim pa, da bojo pa tudi najdel marsikaj, kar pa v kakšni drugi športni knjigi ne bi, ker je Brigitta zelo res iskreno in pogumno govori o zakulisju tega spektakla, pogojno rečeno. Tako da je v bistvu zelo v redu naslov na koncu nastal. Ja, v bistvu v knjigi izvemo to, kaj se je dogajalo do cilja, kaj se je dogajalo preden je sploh prišla do športne kariere, kaj se je dogajalo potem. Otvori se sicer s športom, z tistim vrhuncem v Sydneyju, ampak potem izvemo marsikaj. Kaj pa tele prepričljive zamisli, Klemen? Kaj ta naslov v resnici pomeni? Kaj si prepričljivo zamišljamo? Ja, v bistvu vsi prepričljivo zamišljamo, ampak to na malce drugačen način, kot smo večinoma vajeni delati to v življenju. S pomočjo sistema, s pomočjo tehnik, ta beseda se sliši zelo tehnično, čeprav ni, gre za nekako
uporabo našega lastnega uma na malce drugačen način, in sicer, da se lahko poglobimo v globlje ravni uma, nekje v alfa raven, zopet se tehnično sliši, ampak aktiviramo več našega uma, našo desno možgansko polovico in s pomočjo tega dosežemo boljše rezultate. Posledično pa boljše za vse vpletene. Nekako tukaj delujejo zakoni. Jose Silva, avtor sistema, je rekel, ni nujno, da se držimo zakonov, ampak zakoni v vsakem primeru držijo. Tako da, ja, na lepši, boljši način lahko živimo s pomočjo tega. In v bistvu tudi Brigitina knjiga govori o tem, kako je s pomočjo tehnike in vseh ostalih tehnik in pa seveda tudi trenerjev, coachev, kako je v bistvu Brigita uspela bolje zaživeti od vsega tistega, kar jo je že od otroštva v bistvu zatravmiralo. Jaz, ko sem brala knjigo, nisem vedela, čez kaj vse je Brigita šla. In tudi izjemno zanimiva knjiga. Kaj je bil tisti del, v katerem je bilo mogoče najtežje govoriti ali pa ki je bilo najtežjega dati na plano? Ja, po mojem je bilo še vedno ta del res odpret pa pogled v zadje teh bolnic, se pravi, da so stvari res transparentne, tako da Jure mi je dal cel kup nalog, da ji poišče vse izvide, tako da ful sem imela domačih nalog, zato je ta knjiga se pisala 9 mesecev, Jaz rečem, ke en baby prihajala počasi ven, zato je res odlično napisana, mislim, jaz ne bi take strukture se spomnila, res ni šans, tako da tu gre res zasluga Juretu. Jaz sem pa res dodala tisto obogatenje knjige z vsebinami. V bistvu bi lahko napisala še eno knjigo, ker imam toliko zgodb. Bolnice, predvsem ta zgodba, ki sem jo šele nekje 3-4 leta nazaj začela govoriti v podjetjih, ko sem predavala, in sem videla, koliko ljudi odpira, ker vsak med vami ima tudi svojo zgodbo, kakšne prikrite res težke otroške travme, pa ni nujno bolnice, lahko so kakšni dogodki, ki so se zgodili in zdaj smo v fazi vsega tega čiščenja. Zato se mi zdelo res super, da je prišlo to povabilo iz založbe, ker vsa ta zbirka za enkrat 3 knjig, prihaja še ena, je vedno nekako ta opolnomočenje človeka in vsaka od nas na nek način opolnomoči tistega, ki bere. In če je ta knjiga nastajala 9 mesecev, sta v bistvu vidva mati in oče te knjige. Kako pa je bilo očetu te knjige pisati, ker v bistvu Jure je napisal že knjigo tudi od Sanele, in je to nek sistem, ki si ga vzpostavil pri obeh knjigah enak ali si se prilagodil zdaj Brigiti? Kako se to pristopa, ko moraš pisati knjigo nekoga drugega v resnici? Ja, meni je to laže, ker nekako nimam tega daru izmišljanja, žal, kar je za pisca kar problem, ampak ga pač rešiš tako in pač v bistvu Brigita mi je bila, čudovito sva sodelovala, zato ker Brigita ima res krasne zgodbe, zraven je pa zelo pogumna, pa ogromno sva se krohotala, s tem, da mogoče je zapovedati zanimivo to, da sva se spoznala prvič v živo na predstavitvi knjige. Vse sva naredila po Skypu, brez problema. Ja, ure in ure sva se pogovarjala, pa res sva se dobro ujela, mislim, zato ker tudi vedno sva oba imava malo tako odpadniško mentaliteto, nekako nama ta mainstream špura nikoli ni bila glih, da bi jo vzela za svojo in pol sva se krohotala zelo veliko, luštno, zelo luštno, v bistvu najbolj zabavno pisanje, kar sem ga kdaj imel, če je pisanje lahko zabavno, kaj je toliko naporno. Ja, to je super slišati. Sicer, ko bralec bere, ima občutek, da sta vidva ves čas sedela skupaj v dnevni sobi, recimo pri Brigiti. Se sva, v dnevni sobi po Skypu, ja. Ste si prepričljivo zamišljala, da sta skupaj, Se sva bila skupaj. In v bistvu, Jure, ti tudi predstavljaš v knjigi kot nek simpatičen glas bralcev, tudi ko vmes kakšni tvoji vzkliki so tudi napisani. To ste že od vsega začetka vedela, da bo tako, da bodo tudi tvoji vzkliki noter? Ne, v bistvu ne, ampak se mi zdi, nujno je imeti v knjigi dialoge, če ne je malo preveč suho za moj okus, kot če jaz, ko berem, pa zato, in glede na to, da sva imela toliko fajn dialoge, pa sem rekel, pa idemo noter, pa bomo s tem malo aerodinamizirali vse skupaj, pa se mi zdi, skozi dialog lahko tudi najbolj nasmeješ bralca, kar je meni ob temu, da mu kaj še poveš, pa ga kaj izobražiš, najbolj dragoceno od vsega.
Klemen, jaz ne vem, a naj vas vikam ali tikam, jaz sem zdaj kar malo mešam. Kar tikamo se, dobro. Mi smo domači, se tikamo. Pardon, ker nisem tega prej vprašala. Ti si prebral do cilja in naprej. Sem ja, sem. Kako naprimer, to bi bilo zdaj zelo narodno, če ne bi, ne? Kako naprimer, kot nekdo, ki se zelo spozna na to metodo Jose Silva, ti gledaš na to knjigo? Kakšne vzporednice lahko vlečeš med njeno knjigo in to tehniko ali pa knjigo Prepričljive zamisli? Ja, Brigita je marsikaj tega, kar je v knjigi živela že prej oziroma trenirala že prej, tako kot se je skazalo tudi za marsikašnega drugega bralca, da tukaj ne gre za neke tehnike, ki bi si jih človek, Jose Silva v tem primeru zmislil kar od nekje, ampak gre za čiste življenjske situacije. V vsakdanjem življenju se dogaja, da približno, kot je Jose Silva ugotovil, 10% naravnih alfa mislecev to uporablja povsem naravno. Ne potrebuje knjige, ne tečaja, ampak vsaj na svojih področjih to uporabljajo. In tukaj je bila Brigita super. Tako da vseh ostalih 90% se pa moramo tega naučiti in zato rabimo mečkan, da nas nekdo porine, da nam pokaže, kako, na kakšen način svoj lastni uporabljati in potem lahko to storimo sami. Podobno kot to Brigita naravno na svojih področjih, s tečajem verjetno na vseh ostalih področjih še, tako tudi drugi. Če sem prav razumela, gre pri tej tehniki tudi za neke vrsti kreativne vizualizacije in vizualizacija v bistvu je tebe, Brigita, spremljala že od, ne od vsega začetka, ampak od zgodnjih treningov že kot najstnico, ne? Kakšna je razlika med vizualizacijo, ki si jo ti takrat že ponotranjila in uporabljala pri treningih in to morda vizualizacijo, ki jo ta tehnika Silva Ultramind sistemi uporablja? Ja, predvsem je eno, kar bi se tudi Klemen strinjal, ne. Zdaj vizualiziram za dobro veliko ljudi, ne. Ne vem, če si ti to na začetku že vedel, jaz nisem v najstniških letih, ne. Pa to je razlika, ne. Jaz sem res delala te egoistične, samo za svoj interes vizualizacije, kar je super delovalo, ampak tako, kot je Jure tudi opisal po mojem povzetku v knjigi, do neke mere je šlo, potem pa ne več, ne, ker ni bilo za skupno dobro in vsakmu res polagam na srce, ko vizualizirate, ko kreativno nekaj ustvarjate, ne, z domišljijo, dejte saj za par ljudi ali pa če imate velike poslanstva za stotine ljudi, ne, da se jih vključi, ker res deluje. Jaz imam zdaj zelo malo udeležencev ali pa veliko 180 jih je šlo preko mene čez metodo, po mojem preklemnu par tisoč že, ne, v 12 letih, ampak vsi te ljudje nam poročajo, to je neverjetno, kaj so si vse zvizualizirali. Mislim, jaz se ne bi spomnila. Od menjave službe za, ne vem, 3-krat večjo plačo do študentje lažje grejo čez ocenjevalno obdobje, da nimajo tega strahu, ne, stresa, ki so ga doživljali sploh po času te epidemije, ne, do zdravstvenih primerov, ki se zboljšajo, ne, že Jose Silva je bil pionir v tem, se mi zdi, da dr. Joe Dispenza je zadeve še nadgradil. Vsi isto poudarjajo, z našimi mislimi, z kreativo lahko marsikaj rešimo, ne? Tudi tisto, ki mislimo, da je nerešljivo. Tudi Klemen ima primer iz družine, ne? Ki si je rekel, zakaj je prišla Silva v tvoje življenje zaradi pomoči staršem, ki so bili bolani, ne? In pozitivno zelo oba. Tako da ja, dejte vizualizirati za dobro ljudi in tudi Slovenija bo bistveno pol lepša, bistveno hitreje. No, Klemen, pa če te je že Brigita takole pobarala, kdaj si se pa ti spoznal s to metodo res? Kaj je bil tisti povod in kaj je prinesla v tvoje življenje? Ja, jaz sem se z metodo Silva spoznal v enem takem težkem obdobju življenja in sicer oče in mama sta istočasno za rakom zbolela in potem so nam tako zdravniki kot prijatelji, znanci govorili, bodite močni, bodite pozitivni in smo rekli, ampak kako? In potem sem začel iskati, šel čez cel kup nekih treningov, tečajev in podobnega in na koncu sem se zaustavil ravno pri metodi Silva, ker tukaj sem našel nekaj, kar je Brigita lepo uvod naredila. Najdeš pot za vse vidike svojega življenja, kako bolje uporabiti lastne potenciale za dobro vseh. No in tako smo starši začeli. Kasneje se je izkazalo, da gre to lahko tudi na vseh ostalih pogledih mojega življenja, tako v poslu kot v športu. In zadeva se je potem razvila, da smo šli tudi preko meje pomoč na ogroženih področjih,
s Tomom Križnarjem smo s pomočjo donatorjev v Sloveniji potem kar eni 2 velike akcije izpeljali v Sudanu, v Darfurju. Tako da Brigita je fino nakazala, ja, če ne gledaš sebično samo zase, ampak se odpreš na ven in vidiš vse ostale, vizualiziraš pomoč, kako vsi pridobijo, potem se ta zadeva lahko razširi še in še. In v bistvu tudi Brigita tole knjigo zdaj deli z nami, v bistvu svoje izkušnje, nesebično, da lahko svoje izkušnje prenese še na vse nas in morda kateremu potem ne bo treba čez vse to, čez kar je šla Brigita. Jure, kako si pa ti gledal na to potovanje, ne? Ko si slišal njeno zgodbo, ko ti je ona tudi govorila o vseh tehnikah in o vsem, kar je uporabljala, se te je kaj prijelo? Zdaj živiš kaj drugače? Imaš tudi ti uporabljaš kakšne tehnike? To je super vprašanje. V bistvu ne. Jureta se nič ne prime. Ni čist res. Prijela se me meditacija. Meni meditacija toliko pomaga, da pol vizualizacije nekako, se bi jo rabil, ampak v bistvu je, zanimiva istočnica, bom povedal, jaz sem probal vizualizirati, že preden sem Brigito spoznal, enkrat sem probal vizualizirati, tudi v malo bolj težkem obdobju, pač sem rekel, zdaj pa dajmo kakšne dodatne dohodke, a ne, zdaj, ajde, da vidimo. In potem je res bilo zanimivo, ker je po 3 tednih prišla iz nule klic za neko službo, solidno plačano, priložnostno, in sem pol to sprejel, ampak je bila tako studna, tako odurna služba, da nisem nikoli več vizualiziral. Ampak na nek način pa je delovalo tudi zame. Ampak drugače pa ostajam pri meditaciji. Jaz bi najbolj priporočal meditacijo vsakmu, ki ima težave, ki jih ne zna drugače rešiti. Ja, je treba paziti, kaj si želimo včasih, ne? Jaz sem si želel v redu, dobro, ja, nisem rekel v redu službo. Niso bili specifični parametri, ne? Nisem rekel neostudna služba. Ja, to je res, imaš prav. Zakaj pa bi vidva, na primer, priporočila, ker zdaj je Jure priporočil meditacijo, ne, mi pa vsem tukaj predstavljamo Silva Ultramind Systemi metodo, zakaj in komu bi pa priporočila prav to metodo? Jaz bi priporočal oboje. Lepo je povedal, ja, meditacija zase, da se umirimo, fantastično. Za realizacijo pa vizualizacija. Mogoče mečkan šole, en poskus je zelo malo, a ne? Preden smo se naučili s kolesom voziti, smo večkrat probali. In po prvem padcu priporočal bi vsem, zato ker to je nekaj, kar v življenju počnemo tako ali tako. Samo ljudje smo preveč negativno naravnani in vizualiziramo samo, ne vem, bom dal primer, pa si domišljamo strah. Voto je nikjer ga nič ni, pa vse nas je strah. To je neke vrste vizualizacija pomešana z domišljijo. Bojimo se, da bomo dobili službo, ki ni taka, ki bi jo želeli. Bojimo se marsičesa, potem, da ne bomo, ne vem, koncu meseca brez denarja, dajmo vizualizirati, da ne bo nekaj ostalo. Marsikdo se boji, da ga kaj najeda v telesu. Zakaj? Če pa lahko mi nekako svoj usmerimo rajši proti pozitivni rešitvi, to se pravi proti cilju, in takrat postanemo pozitivci. In če že razmišljamo o čem, naj bo to pozitivno. In jaz bi res vsem priporočil, Brigita je lepo rekla, otroci v šoli ali pa potem naprej dijaki, študentje, fantastično to uporabljajo. Šport, noro, to deluje, ne vem, jaz sem pred 17 leti, ko sem začel, rekel, da Jure Rok Petrovič je na štartu stal ves umirjen in gledal proti cilju, v glavi si je verjetno vizualiziral progo, takrat je bil eden redkih in smo ga vsi pod kotom gledali, kaj nekaj počne v svoji glavi, danes ga ni več športnika, profesionalnega tako ali tako ne, tudi amaterja ne, še rekreativci vsi nekako uporabljamo te tehnike. Tako da v poslu ravno tako da vsem bi priporočil, da si, ne vem, preberejo knjigo, nič ne stane, pa sem prepričan, da jim bo kakšna zadeva ostala v spominu, da jo bojo potem uporabljali. Brigita, ti v svoji knjigi opisuješ tudi veliko svoje doživljanje in svoje razmerje s tem svojim trenerjem, dobrim volkom, a ne? In tudi v bistvu tehniko Joseja se je treba naučiti. Kako pomemben je tukaj tisti, ki uči, ta, ki podaja znanje in pri tehniki in na splošno v življenju? Kje je tukaj človeški faktor in kako je res pomembno tudi to, da kdo ti preda znanje, ne katero znanje ti preda? Ja, zelo je. Jaz lahko tukaj res potegnem eno vzporednico. Recimo, ko sem se pogovarjala z mojimi terapevtkami, različne zvrsti terapij, ki upravljajo, večina so rekle, veš, Brigita,
tudi nam je prišel nekje med 12 in 18 letom kakšen učitelj, ki nam je predstavil za tisti čas zelo nove tehnike. Recimo meni je bilo to avtogeni trening. Okrog mene nobeden tega ni delal. Jaz sem pa delala, ker sem videla, koliko me pomirja, koliko ima manj astmatičnih napadov, ne. Aritmije sem zajezila s temi zadevami in dihalnimi tehnikami, ne. Recimo zanj sem govorila s Saro Isakovič, jaz nisem vedela. Njen oče je pilot in Silvo Metod, ne, se je spoznal že on njo pri 12 letih, ampak on je pač letel international in zato je toliko prej prišlo do njega, ne, kot recimo do mene. In Sara je to uporabljala že od 12 let naprej, ne. Mislim, kar rečeš, to so res čudovite stvari, ker v bistvu Jose nam je zapustil eno tako veliko, kako ne rečem legacy, ko se reče, zapuščino, hvala, ja, ki bo večna, ne, samo a jo bomo uporabljali ali ne, to je naše vprašanje. Rezultati so, ni človeka, ki ne bi imel rezultatov, ne. Recimo v mojih tečajih je meni ful smešen, tako 10% me pol čez ene 3 mesece pokliče, ja, ni deloval, ne, vizualizacija, pa je tako, ja, a si kaj delal vaje? Ne, pa je tako, pa se je 5 do 10 primerov ne bi najmanj naredil, oziroma 50, ne, ko imamo na koncu eno vajo health cases. Ja, meni se je zdelo, da jaz že to obladam, pa tako, ja, lej, če ni rezultatov v tvojem življenju, očitno še ne obladaš. Tako da tukaj je, dejte si potrpežljivost, eni ful dolg grabimo, tudi jaz sem dolg grabila, jaz sem bila zelo počasna učenka. Rabila sem let pa pol več, kot si ostali, ampak potem, ko enkrat ponotraniš, pa takole stvari sprejemaš, ne, tudi zaradi teh tehnik. Se ti odpre, zavedanje, zavest se ti dviguje. Jurek je rekel meditacija, odlično. Vzemite, kar vam je drago, vse je že dokazano znanstveno, vse deluje, ali meditacija, ali vizualizacija. Lahko potrdim še eno raziskavo za tistih, ki ste zelo dinamični, čez nekaj časa bo meditacija premalo in boste želeli vizualizirati. Se pravi, tisti, ki imate zelo kreativne ume, to rekli, boring, ne, jaz sem taka bila, tako da ni vsak za vse, ne. Tako da ja, to so tudi raziskave od Dispense, pa Jose, tako da deluje. Drugače pa ja, Brigita, živela si in še vedno živiš zelo polno življenje. Marsikaj je vključenega v knjigi, od prigod, kako se je poročila v Indiji, do prigod, kako je tekmovala v Indiji, spala v hangarju, kjer ni bilo niti vode tekoče, pa so jim jo vozili. Vse živo je vključeno in mene zdaj to zanima, najbrž je tudi veliko tega, kar ni uspelo priti v knjigo, pa ste vseeno vidva predebatirala. Pa me zdaj tukaj zanima, kako je to potekalo, kako ste se odločili, kaj vključiti v knjigo in kaj ne. Ja, najbolje, da Jure to odgovori. V bistvu ni bilo kaj dosti debate, Brigita mi je preprosto zaupala, pa sem jaz pol to in se je krasno izteklo, ja. Je pa res, ampak je bil luksus, ker je imela res veliko zgodb, iz katerih je bilo lahko izbirati. Recimo moja najljubša, mislim, da so vse njena plavanja z delfini. Ne, da bi bilo fajn tudi, da Brigita kaj pove o tem. Pa, ja, tako. No, Brigita, torej, plavanja z delfini. Jaz upam, da zdaj vas ne bo pol po tem, kar boste slišali, takoj bukirali retrite z delfini. To je res, mogoče marsikdo med vami tudi podobno se mu dogaja zadnje časa. No, jaz veliko videov ali pa nekih vedenj dobivam zdaj v sanjah. Meni so prišli najprej delfini v sanjah. Jaz sem dan za dnem sanjala delfine, že moža sem sredi noči zbujala in se rekla, joj, igrajo se okrog mene, a potrebujem več radosti, kaj mi to ne sporočajo. In potem sem dala enkrat na Facebook, a kdo pozna kakšnega strokovnjaka, ki obvlada jezik delfinov, meni se meša, vsak dan sanjam te delfine, ne. In potem 3 ljudje, Jan Lemuri, ne, Jan Lemuri je slovenski, živi v Ameriki. No, na ključe, ki ni na ključe, jaz sem potem odpotovala k njemu na Zore. V bistvu sva živela 2 bloka narazen v Škofji Loki, nikoli se nisva srečala, razen, ko sva se videla, sva bila kot brat pa sestra, sem se rekla, je to mogoče. In ko ti plava z delfini, ne, jaz sem si mislila, to bo pač spoznavanje živali, ne, tako smo navajeni, imamo mucka, kužka. Ne, to je bilo čist nekaj drugega, to je bilo noro. Oni imajo tako visoko frekvenco, plus doživeli smo tudi kite, ki so prišli gor, ki so se začeli hraniti po vdihe, ne, da pol ure rabijo, potem gre spet v globine, 2 milje ponovadi globok, pod piko goro na Zorih. Ko si ti v bližini njih, to take radostne in samo ljubezen je transfer, no. Jaz sem rekla potem Juretu, če bi imeli komore,
s to frekvenco bi cel svet bil v enem letu zdravljen, vseh travm, bolečin, vzorcev, predniških linij, vse bi bilo zdravljeno. In veliko ljudi me je potem kontaktiralo, jaz sem imela Facebook live, še zdaj najdete iz avgusta lansko leto na mojemu Facebook računu, lahko si pogledate, kaj se mi je sprožalo, kaj se je skupini sprožalo. Vsi smo dobili sporočila, ne glede kaj delate ali pa ste delali z nami, kako ste nas pobijali, uničevali, mi vas ljubimo, mi smo tu za vas, imamo informacije. Tistega, ki vas pokliče, pejte, ker v bistvu je totalni transfer v alfa stanju. Ne moreš prekiniti, ker pridejo informacije od njih in v bistvu bereš, kaj ti sporočajo, tudi če misliš, da niš zaznaven za tuje zavesti, ne, živalske. In Jan je rekel, če sem jaz malo bolj mistična, mi prej smo se vtelesili, smo tudi v različne živali shranili določene informacije in te nas pokličejo. Se pravi, če vas pokliče Afrika, tam ste nekaj shranili, ne? Če vas pokliče Slovenija, nek konc, tam imate nekaj, pejte pobrati, ne? To izgovorim energijsko. Tako da ja, take zadeve se zelo odpirajo, zdaj me kličejo Kiti, sem že videla 2024 Pacific, nimam pojma, kje bo to, ampak jaz si že namere devam, da celo družino tja pelem. In potem se takole zgodi, ne? To je spet ta knjiga, ne? Manifestacija, iz nič dobiš sredstva, projekte, kjer lahko to plačaš. Mislim, to je magic, ko enkrat začneš potem delovati, ne? In to bi rada res predstavila, vsi imate to. Jaz sem mislila cel življenje, da delujem, ne vem, s tretjino možganov, šele sem začela pol Silvo delati 4 leta nazaj, in tako, wow, se začela manifestirati še bolj. Tako da včasih kar pauzo rabam malo. Super. Ja, Klemen, imaš mogoče še ti kak primer, oziroma ne, recimo, če ljudje preberejo to knjigo, ne? In si potem predstavljajo, da bodo s tem pa tudi oni lahko zvizualizirali oziroma dosegli, da gredo plavati z delfini. Je ta knjiga dovolj ali je potrebno iti tudi na kakšne inštrukcije, na tečaje, oziroma kaj točno je tisto, kar ta knjiga da? Ja. Govorimo seveda o prepričljivih zamislih, ne? Zdaj, ko imamo 2 knjigi. Ljudje smo si zelo različni in prav je tako in tudi poti za to so zelo različne. Nekaterim bo ta knjiga več kot dovolj. Bodo prebrali, se bodo našli noter, bodo poskusili in tehnika bo začela delovati. Za nekatere druge je mogoče kak domač tečaj že dovolj, da poslušajo, spet tretji pa seminar v živo. Po izkušnjah bi rekel, da se nekako najlažje znajdemo na seminarju, zato ker imamo možno vprašati, prisotni so tudi drugi udeleženci z podobnimi izzivi in pa težavami na začetku. Tako da res so poti različne. Človek mora pa tako kot povsod v življenju slediti svojemu srcu in tistemu občutku, kar želimo tudi, kar je Jose želel, da si razvijamo svoj občutek, sledimo občutku in jaz mislim, da nas pripelje ravno na prava vrata, da najdemo tisto, kar potrebujemo, da bomo potem kasneje v življenju to lahko uporabljali. Tako da, če bo kdo sledi občutku, naj povemo, da seveda tako knjigo Prepričljive zamisli kot knjigo Dociljene prej, če vas občutek vodi, da bi kupili te 2 knjigi, jo je danes možno kupiti na stojnici založbe Primus. Brigita, kaj tebi povedali tisti morda, ki so tvojo knjigo že prebrali? Kaj so oni najbolj odnesli od te knjige? Ja, zelo različni testimonijali, ko jih dobivam nazaj. Od tega, da so mi žene določenih športnih trenerjev slikale, Brigita, 10 let ni moj mož prebral knjige tvoje, pa bere že 2 dni na dopustu, ne vem, kva je to noter, ne. Tako da po mojem bi tukaj lahko omenila, eni bo to resonirali, že enim kasneje tole source kodo, ne, ki smo jo podprli. To je koda, skozi katero se sidra energija. Jaz sem to tudi dobila v sanjah, da mora biti ta knjiga podprta. V bistvu je to izvorna koda, v kateri smo marsikdo med nami, ki smo ustvarjali to knjigo, zelo pomeditirali, kaj naj bo, ne, za bralca. In je harmonija, ljubezen, sočutje, povezovanje, ne, te 4 lastnosti. In se mi zdi, na nek način se informacije sprožajo za bralca, tako kar rečejo knjige, določene knjige so zakodirane, ne. Se spomnim, pred leti je Gorevc rekel, ko te brali karmično diagnostiko, ne bo glih easy, ne, in to se je pri večini dogajalo. In ta knjiga je toliko enih feedbackov različnih sprožila, da sem videla, da je to res. Ko dobiš to, nekako mora iti koda v knjigo, ne, in dosti knjig, dosti projektov, kamorkoli zdaj delam, vsi so podprti s kodom. To je zdaj prihodnost, no, opažam, kot nekaj, kar
ima fokus, gre to smer in točno te informacije pridejo do tebe. Ne? In veliko ljudi po tej knjigi raziskuje svoje življenje potem, to mi tudi pišejo. Ne? Se pravi, berejo vsi, od finančnikov do športnih navdušencev, do, res rečem, ljudi, ki hodijo v redno službo, podjetniki, podjetnice, vse. Ker je tako različno strukturirano napisana, ne? 30% športa, drugo je pa življenje. In vsak se nekje najde. Ne? Od iskanja nove službe, ko opisujem, kako je bilo to težko meni, do zaprtih vrat v športu velikrat, do izkušnje delfinov, izkušnje za ayahuasko, tako da ni. Menedžeri, kot, kako si? Morski psi, posel se pa opravičila morskim psom, ker... Ja. Zelo lepe besede je Jure uporabljal, jaz bi jih prej imenovala en kartel mafijski, ne? Ampak pustimo zdaj to. Tako da ja, vse te strukture smo omenila, ki čutim, da bojo nekega dne razpadle. Zakaj? Zato, ker jaz dobivam take otroke v mojo pisarno, ki z njimi delam vizualizacijo, da so čisti nosilci novih energij. In ko so oni v športu, bo čist drugačna struktura. No? To me veseli. Ja, v bistvu je v knjigi zelo... Ne šparaš z besedami o tem, kaj vse je tudi narobe v športu, in predvsem v vrhunskem športu in predvsem v inštitucijah in ljudeh, ki vodijo te inštitucije. Jure, je bilo to zate presenečenje, ko si takšne stvari izvedel, si se veliko tudi tukaj naučil ali si poznal že ta ozadje od prej? Nisem poznal, ker me razen nogometa športni nikoli zanimal, kaj preveč. Sem si pa lahko predstavljal, ne? Se, če gledamo, kakšne inštitucije imamo, ja, valjda so vedno na vrhu, je riba smrdi pri glavi. Ne? Mi je bilo super, ko je Brigita ni šparala besed, ko je o teh res klavrnih kreaturah povedala malo več. In v bistvu kvečem pogrešam, da bi bilo kaj več v ljudstvu takega uporniškega duha, kot krasi Brigito. Brigita, kako pa je bilo tebi prijeti knjigo v roko in jo prvič prebrati? Ja, meni je bilo tako, jaz sem bila toliko vzhičena, čakala sem, to je tisto, ko dobiš prvo print verzijo, ne, kot en baby, kot otrok, ne. Jaz sem napovedala, ne vem, že let pa pol, pričakujem 4. otroka in potem so mi kolegice rekle, kaj spet si noseča, saj ne more verjeti, koliko otrok boš pa dala v svet, ne. Jaz tako, ne, to je knjiga in ta bo nek najtežji otrok, po mojem, ne. Jaz sem vedno mislila, da jo bom jaz napisala v penziji in hvala Bogu, iz življenje prenesel mi založbo Chiaro in Jureta, ne, da smo to res pohitrili, ker je potrebno. Take knjige, ki odkrivamo neka ozadja, so potrebne na trgu. Jaz mislim, da še več bi jih mogli biti. Ne samo v športu, tudi v menedžerskih poslih, v politiki, v zdravstvu. In prihajajo še več, jaz temu rečem, žvižgačev. No. Tako da treba je vedeti te prakse, da nekako obrnemo tok v bolj harmonično smer. No. Ja, jaz tudi v bistvu ne vem, če sem že brala kdaj takšno knjigo, ki bi zajemala toliko vseh področji. Šport, korupcija, vizualizacija, plavanje z delfini, poroke v Indiji, taki in drugačni športni dogodki, potem pa ayahuaska, ja, srečanje z ayahuasko in pa ena velika tema, ki je še zmeraj precej tabu, in to je depresija. Ne? In ko sem jaz brala knjigo, se mi je tukaj zdelo, da je nekaj največ bolečine prišlo na plan. Pa mogoče nekaj besed še o tem, ali je morda kakšen od bralcev že prišel nazaj z informacijo, tukaj sem se pa res našla. Ja, tudi so prišli, čeprav ljudje še vedno toliko težko delijo svoje boleče trenutke, sem opazila. Bili so v manjšini, so mi pisali, večinoma sami superlativi na vsebino, na strukturo, na zgodbe v knjigi. Bilo je pa par žensk, ja, koliko so tiste, ki so uspele iti ven z depresije, ne, pač moški malo težje zaenkrat še delijo, ampak se še bolj odpirajo, no, v Sloveniji. Ko so rekle, joj, čisto isto sem doživljala, ne, to je res trenutek, ko ne vidiš, da bo kdaj konca, ne, misliš, da boš večno v tem krogu spirale, ki te potegne v negativna čustva. In meni je vedno bil ta mantra, ne, če sem prišla noter, bom pa tudi ven, ampak brez krivde, ne, ker dosti ljudi se reče, zakaj sem to diagnozo dobila ali pa zakaj se mi to dogaja iz občutka žrtve. Ampak ker sem že imela izkušnjo, sem se pozdravila astme,
pa alergij, pa cel kup drugih diagnoz. V otroštvu sem vedela, lej, dajmo probati, nekaj mi to sporoča. In jaz sem res mogla, da mi je vse propadlo, od skoraj zakona do financ je šlo skoraj v bankrot vse. Razsuti otroci so bili okrog mene, ker sem bila jaz znotraj sebe čist razsuta, ne. In je bila to ena mojih največjih učiteljic. Vedno sem mislila, da je bil šport, pa uspeh največji učitelj, ampak je res depresija in take res težke diagnoze, tiske jih ima, ali pa vaši bližnji, ne. In to ni nič hudega, jaz to ne gledam, da je kaj izgubljenega. Preprosto najti tisto trohico moči, ki jo čutiš in greš korak za korakom ven. In vsi smo imeli kakšno tako zgodbo, ne. Tudi recimo Jure ali pa Klemen ali preko sorodnikov ali sam. In zato smo na tem planetu, ne, da izkušamo skozi take zgodbe in postajamo boljši in boljši, kot reče Jose Silva, ne, za boljši svet. Ja, Klemen, kaj pa učinkovitost Silve metode pri takšnih primerih, kot je na primer depresija, ker takrat v bistvu človek ravno nima neke motivacije, da bi se sploh lotil neke metode. Kakšen je tukaj pristop? Ja, v bistvu sta dva. Eden je preventivni, še preden zaidemo tako globoko, da bi se morali pobirati iz te globine, delamo na tem. Sicer pa so opcije, so tehnike, kako se tudi iz tega izvleči. In recimo, kot je Brigita rekla, veliko ljudi je že prišlo na naše seminarje in zgodb je bilo zelo veliko. In kreativnosti pri reševanju takšnih težav tudi ogromno. Tako da so, seveda, cel kup je možnosti, kako se lahko iz tega speljamo, je pa najprej zavedanje, da se zavemo, kje sploh smo in kam želimo priti. Potem, ko imamo cilj postavljen, imamo tudi namige, na kakšen način pridemo do tega cilja. Sigurno. Se drugače spomniš, kdaj si ti prvič prebral to knjigo? Najbrž je bila še v angleščini, ne? Ja, pravzaprav je bilo tako, da avtorji, Jose Silva mlajši, to je prvi sin Joseja Silve, Ed Baron in Kathy, so moji sodelavci že od leta 2005-2006, tako da sem del te knjige prebral še, ko je nastajala. O, kakšen privilegij! Ja, sodelujemo že res vrsto let. Ne spomnim se točno, ampak še preden je šla v angleškem jeziku, sem jo pa prebral že. Tako da ponavadi si delimo vse te, bomo rekli, rokopise, preden izidejo, je pa že kar vrsta let. Prvič pa seveda zdaj pri prevodu. Na tem trenutku bi mogoče pozvala, če imajo še slučajno gledalci, kdo kakšno vprašanje, da vas malce vključimo. Evo, kar. Mogoče bi me sam zanimali, kakšna je razlika te Silvine metode vizualizacije v primerjavi z drugimi metodami vizualizacije, tako kaj prav posebno za njo? Zdaj je tako, moral bi vedeti, s čim primerjati, se pravi, bi moral jaz poznati tisto drugo. Bi pa rekel, da kot sama vizualizacija, če jo gledamo, kot jo učijo v športu, kot se jo pri kakšnih tečajih lahko učimo, gre na podoben način. Gre na podoben način, saj kakor je meni znano. Kar pa lahko rečem, je pa to, da je Jose Silva nekako pionir. Njegov prvi otrok se je rodil polnoleten pri 22 letih, se pravi od leta 1944, ko je Jose začel raziskovati to, pa do leta 1966, 1968 je metoda nastajala. On se je učil tudi od drugih, ni vse njegovo delo, cel kup je bilo nekih avtorjev, znanstvenikov, ki so sodelovali. No, in potem, ko je leta 1966 prvič svet videl in začel uporabljati metodo Silva, se je to razširilo povsod. In vidimo zametke teh Josejevih tehnik v celem kupu tehnik, tečajev, marsikje lahko najdemo zelo podobne. Menim pa, da zato, ker delujejo. Tako da to, kar deluje, in ne verjamem, da kakšna vizualizacija ne bi dobro delovala, če ima dober namen in končni cilj, ki je dober za vse. Potem bo delovala brez knjige, brez tečaja. Še kakšno vprašanje? Vprašam prvič, vprašam drugič, vprašam tretjič. Ne, dobro, pa še mi malce nadaljujemo nekaj zaključnih misli morda. Jure, kako pa ti, glede na to, da vseeno morda gledaš na knjigo malo bolj z distance, ker ni tvoja osebna zgodba, komu bi pa ti priporočal v branje knjigo Do cilja in naprej, Brigita Langerholz? Pa dobro, tukaj bi jaz rekel, res sploh ne vem, če bi koga izdvojil. Po mojem vsem, zato ker je zelo vsebinska, pa zelo zabavna knjiga, po kateri veš več.
pa tudi se bo marsikdo najdel v osebnem momentu z Brigito. Res ne vem, komu jo ne bi. A mogoče komu ne bi, no, dajmo prej. Old Boysom temle ima, ali oni bi jo morali še posebej prebrati? Kdo? Old Boysi. A ja, ne, njim ni pomoči. Ne, to bo... Ne, vsem normalnim ljudem bi jo priporočil, približno. Ja, tako je. Kako pa si ti drugače doživljal, ker v bistvu ena izmed najbolj, kako bi temu rekli, surrealnih poglavij iz knjig, poleg seveda delfinov, je ta o ayahuaski, ne? Da, je super. In ta je v bistvu, ko že mislimo, da je konec, da ne bo več, ko se že Brigita zahvali v knjigi in vse, potem pride še nove poglavje o ayahuaski. Kako si doživljal to potovanje? Te je kaj zagrabilo, da bi še sam poskusil? Jaz vem, to je moj dolg, jaz bi to moral sam. Kaj pa vem, mislim, ko pa je vendar toliko bolj luštno igrati računalniške igrice, tako da... Ampak vse sem prepričan, da bo stvarstvo me prisililo prej kot slej. Ampak ja, ta o ayahuaski je ful super, kako je Brigita. Tudi jaz poznam veliko ljudi, ki so šli na ayahuasko, tako da vem, da to ni neka običajna rekreativna droga, ampak je v bistvu bolj delo kot kaj drugega. In pač tudi ta Brigitina izkušnja nekako naj bi potrdila, da tam človek lahko dobi res ključne uvide. In to se mi zdi eno bolj fascinantnih poglavij. Tako zase kot za svet v resnici, ne? Kako? Tako zase kot za svet dobi lahko človek po Brigiti sodeč uvide. Brigita je slučajno tale knjiga dobila tudi kako bi temu rekla, backlash. Je že kdo te kaj klical pa rekel, kaj pa ti to govoriš, pa ti to ne bi smela, pa je bilo kaj takega? Zelo dobro vprašanje. S tem sem se zelo veliko badala, tik preden je Jure oddal knjigo. Tako sem šla čez celo kupico strahov, kaj bo. Z Juretom sva tudi res prevetrila, kdo naj jo lahko toži, v narekovaju, ne. Ampak samo zato pač nisva dala nobenih imen. Nekateri športni delavci so rekli, joj, Brigita, zakaj ni zdala imena? Pa se vse se dobi, se stoletnice znane, kdaj sem bila v Sydneyju, kdaj sem bila v Pekingu na olimpijskih, pogledaš, kdo je bil takrat direktor tega pa tega in ti je jasno, ne. Ne rabiš imen, ker je energija sprožena. Jaz sem šla čez strahove predvsem to, biti videna spet zopet, ker ko izdaš knjigo, res veliko ljudi bere to knjigo in razmišlja o tebi. In z energijskih principov se to kar širi ta krog, ne. In mogla sem se prav naštelati, da tako bo, leto, dve, mogoče dalje, boš v mislih ljudeh. Recimo prijateljice so rekle, Brigita, jaz imam občutek, ko berem tvojo knjigo, kot da si zraven mene in pripoveduješ svoje zgodbe. Jaz te čutim, to je bilo meni neverjetno, kakšni izzivi. Tako da res je bilo, jaz temu, kako sva rekla, božanska intervencija, ne, za Sydney, da se mi je zgodilo 4. mesto. Jaz mislim, da je bilo tukaj delo večjih oseb oziroma entitet, bi jaz rekla, ne samo fizično, ne. Tako da je ena taka knjiga, ki res odpira, no, odpira neizrečeno pri tebi in v svetu. Tako da je veliko se ti sprožno po knjigi, saj po zapisih bralcev. Dajte priložnost in jo preberite, no. To je to. Jaz svetujem še, da tisti bolj občutljivi, kot naprimer jaz, ne, da berete z robčki zraven. Jaz sem mogla brati z robčki zraven, oziroma ni bilo zraven, pa jih je bilo treba iti iskat. Hvala lepa vsem trem za tale pogovor. Za zaključek mogoče, če koga še od vas še slučajno kakšna misel drži, pa bi jo rad predstavil obiskovalcem, pa se ji še nismo dotaknili. Ne, smo... Mislim, da smo bili izčrpni. Smo bili izčrpni. Potem pa ja, zakaj več pa seveda obe knjigi, kot sem rekla, sta na voljo na stojnici založbe Primus, sicer sta pa iz založbe Kiara, tako da hvala vsem, ki ste prisluhnili temu pogovoru. Upam, da ste kaj odnesli od njega in upam, da boste vsaj katero izmed teh dveh knjig tudi poprijeli in se podali na to popotovanje, no, ker je popotovanje. Obe knjigi sta popotovanje. Hvala vam in hvala tudi vam za vse uvide.